Reddit skriva več kot le mnenja in meme. Tam med vrsticami neznancev se skrivajo zgodbe, ob katerih ti zastane dih. Prave izpovedi, resnične zgodbe in nekaj, kar ne bi smel biti zapisan. V tem videu ti bom prebrala najbolj strašljive zgodbe, ki so jih ljudje delili z vsem svetom. In če si dosti pogumen, lahko tole poslušaš tudi zvečer. Ampak kot priporočam, ker jaz Alenka Trokrlič, ki sem te zgodbe sam prevajala in pisala in iskala, sploh pred zadnji me je ful strah, zdaj razmišljam, koliko jih je, mislim, da so 4. Ampak preden gremo v ta srhljiv video in tudi, če vas bo na koncu ful strah, priporočam, da se pogrejete z kakšno Svet užitka igračko. Igračka tega meseca je Svacom Eco 2. 5 gor. Pred stvari imam v rokah. Tale igračka je naprstna igračka, torej daš ga na prst in pa je ful stabilen, ker je ful dober, ker ko ti začne pasati, ko najbolj uživaš, zgubiš kontrolo in tole dobesedno ti ni treba loviti, veš kaj mislim. Če ste kdaj probali, točno veste, kaj govorim. Druga stvar je, da ima grelno funkcijo. Tukaj na enem gumbku gor je prav temperatura in pogreješ, mislim, da na 39-40 stopinj, tako da je res prijetno topo. Tretja stvar tega je, da je ultra praktičen za potovanje, lahko sem vržeš v torbico, ne bojo pogruntali, kaj je, če ga neseš na avion, če mene vprašaš. V glavnem s tabo gre kamorkoli. In še četrta stvar, ki bi jo jaz izpostavila in je meni ful všeč, je to, da je idealen za pare. Ker moški se pravim, ful pogosto jamrajo, zakaj vse za ženske ni, je pa perfekt za vmes in tudi ne mota, veš, če ga daš, ne vem, v misionarstvu tam vmes, pač je najbolj možen praktičen. Ne ohaja, tam je, noben ga ne mot, a veš, kaj mislim. Vibrira sicer tale del, ki je namenjen za klitoris in tudi ta del, tako da oba lahko vibrirata in ko še ta del vibrira, ima ful večji efekt, tako bom rekla. V glavnem amazing je. Od Svacoma nasploh vse stvari so amazing, ker je pa še bolj amazing, je pa samo do konca julija, torej, kad ti to gledaš. Je koda ECHO 2, tukaj imaš napisano in spodaj bo napisano, da se nam slučajno kdo zafrknil za 20% off samo do konca julija, ne zamudit. Ok, imaš tudi v modri barvi, pa tale je sicer lepša, pustimo detajle. Gremo zdaj v video. Zgodba 1. Windsor knjižnica. Tam ima tako aristokratsko srhljivo, stare duhove, črne pse. Zgodba. Objavljam to z anonimnim računom, ker bi lahko resno zabredla v težave, če bi kdo to povezal z mano. Delala sem na Windsor gradu. Če kdo od vas ne ve, to je ta angleški, kraljevski, najstarejši grad, ki je še vedno poseljen. Natančneje v kraljevi knjižnici od poznih 80-ih let do leta 2003, ko sem odšla po rojstvu 3. otroka. Želela sem biti doma z otroki in iskreno, povsem, kar sem tam doživela, sem bila nekako pripravljena zaključiti. Nisem bila nič pomembnega, samo pomočnica knjižničarke. V bistvu sem pomagala pri katalogiziranju, iskanju gradiva, ravnanju z redkimi knjigami in podobno. Kraljeva knjižnica ni odprta za javnost, vse je strogo zaščiteno in ohranjeno. Delo je potekalo v tihih prostorih s kontrolirano temperaturo in osvetlitvijo, upoštevati pa smo mogli ogromno pravil. Ampak stvar je v tem, Windsor je res strašljiv, mislim res. In na začetku sploh nisem verjela v take stvari. Prva stvar, ki sem jo videla, je bila kraljica Elizabeta I. Resno. Bilo je okoli leta 1992. Delala sem pozno v enem od arhivskih prostorov, le zlagala knjige. Obrnila sem se in zagledala žensko v razkošni stari obleki s trdim belim ovratnikom, rdečimi lasmi, samo stala je med vrati in rekla ni ničesar. Ni se premaknila. Mislila sem, da mi bo razneslo glavo. Videti je bila preveč resnična, da bi bila halucinacija. Nato je s hodom nazaj vstopila v steno in izginila. Tiste slike nikoli ne bom pozabila. Bila je najbolj bizarna, nenaravna stvar, kar sem jih kdaj videla. Potem je bil tam še črn pes, ki se je pojavljal na zahodni strani knjižnice. Nihče o tem uradno ne govori, a smo vsi vedeli zanj. Sama sem ga videla 2-krat. Samo pojavi se, počas hodi, nato izgine, ko ga hočeš zares pogledati. Nekdo mi je rekel, da je povezan s princem, ki je umrl v otroštvu. Kdo bi vedel? Vem le to, da mi je vsakič zaledenel kri. Ostale čudne stvari, ki so se dogajale. Koraki nad tabo, čeprav zgoraj ni nikogar. Strani v knjigi se obračajo, čeprav se jih nihče ne dotika. Hladne točke, tudi v prostori s kontrolirano temperaturo. Šepetanje v latinščini ali francoščini, ko ni nikogar blizu. Moški v starinskih oblačilih,
ki zreji zaklenjene arhivske sobe. Soba je bila prazna, ko smo enkrat dejansko odklenili. Ni se dogajalo neprestano, ampak dovolj pogosto, da sem se nehala spraševati, zakaj. O tem še nikoli prej nisem javno govorila. Rahlo me je strah že to pisati. Vedno so nas učili, naj bomo diskretni. Delo v kraljevi rezidenci pa ima svoj kodeks. Ne sprašuj, ne govori. Ampak po več kot 20 letih sem si želela to deliti z ljudmi, ki bi morda razumeli. Odkar sem odšla, se nisem nikoli vrnila in tudi se ne mislim. Zgodba 2 govori o TV oddaji z medijem, je pa taka bolj psihološka, malo te napsihira, ni eksplozivna. To se je zgodilo takrat, ko sem delal kot produkcijski asistent pri paranormalni televizijski oddaji. Zgodilo se je med snemanjem enega od paranormalnih specialov, ki jih je oddaja snemala na lokaciji. Koncept snemanja je bil preprost. Znan medij bi obiskoval domove običajnih ljudi in izvajal izganjanje duhov, za katere je bilo rečeno, da jih preganjajo. Naj bo jasno, ne bom razkril, kdo je bil ta medij in prosil bi, da nihče ne ugiba ali špekulira, nikakor ga nočem obrekovati ali kritizirati. Z nami so bili poročevalec, medij, snemalec in še nekaj članov ekipe, kot sem bil jaz, a nihče od nas, vključno z mano, ni imel nobene posebne duhovne občutljivosti. Hiša, ki smo jo obiskali, je bila v nekem starem mestu v Massachusettsu. Vsaj mislim, spomin mi je malo meglen, oprostite, če se motim. Bila je velika stara hiša. In prošnja za obisk je prišla od žene, ki je tam živela. Ona je povedala, da so se, odkar sta s partnerjem kupila to hišo, dogajale nenavadne stvari in da jo spremlja neverjetna smola. Ta žena je imela zelo močno duhovno občutljivost. Rekla je, da bo hiši tava duh mladega dečka. Igrače so se same premikale, tudi ko ni bilo nikogar blizu. Iz kopalnice so slišali jok in zvoke hitrih korakov, kot da nekdo beži po drugem nadstropju, podnevi ali po noči. Rekla je tudi, da se pogosto dogajajo nesreče in duhovne motnje. Ko je vse to slišal znani medij, je začel hoditi po hiši in izvajati zganjanje. Govoril je: vsi duhovi, ki prebivajo v tej hiši, so zdaj očiščeni. Lahko se vrnete k normalnemu življenju. Zlobni duhovi vas ne bodo več nadlegovali. In s tem je bil del medija končan. Snemanje se je zaključilo brez težav. Poročevalci in mediji sta se odpravila nazaj k produkcijski kombi, ostali člani ekipe so pospravljali, jaz pa sem sedel sam v jedilnici. Pogledal sem v kuhinjo in tam videl ženo, ki je stala v kotu s sklonjeno glavo in izredno zaskrbljenim izrazom. Nekaj pri njej me je zmotilo, zato sem vprašal: a je vse v redu? Nenadoma je dvignila pogled in me ostro, skoraj jezno vprašala: a ta medij res vidi duhove? Zajeclal sem: velja za zelo znane na tem področju. Potem pa je rekla: zakaj jih potem niso opazili? Duh tega otroka mi je na nogi že od trenutka, ko je ta oseba vstopila v hišo. Pogledal sem proti njenim nogam, a nisem videl ničesar. Kljub temu mi je v glavi šinila misel: kaj, če se ji res nekaj oklepa noge in gleda naravnost vame iz dna tal. Samo ta domišljijska podoba mi je poslala mravljince čez hrbtenico. Samo po sebi razumljivo, tisti del oddaje so umaknili in nikoli ni bil predvajan. Naslednja je meni full scary. Spomnim me na grozljivko Krog, oziroma še hujš, azijsko varianto, kako je že Grudge. Naslov je Umivanje las. To je resnična zgodba. Pred nekaj leti sem živel s svojo mlajšo sestro v predmestju Ashevilla, Severni Karolini. Sprva sva imeli ločena stanovanja, potem pa smo ugotovili, da bi si lahko združeno najemnino privoščili hišo v predmestju. Preselili sva se v prostorno in mirno stanovanjsko sosesko, malo zunaj mesta. Nekega večera je sestra šla v kopel. Jaz pa sem bila zgoraj in gledala TV v dnevni sobi. Nenadoma sem iz spodnjega nadstropja zaslišala grozljiv krik. Pomislila sem, da je morda zagledala pajka ali pa kaj podobnega in sem stekla po stopnicah. Samo da bi jo našla, kako stoji gola in premočena na hodniku. Osupla sem jo vprašala, kaj se je zgodilo. Z bledim obrazom in tresočim glasom mi je rekla: lahko pogledaš kopalnico, prosim. Hotela sem pogledati in res sem šla. A ni bilo nič nenavadnega. Tla so bila čisto premočena, bilo je očitno, da je panično zbežala proč od banje. Ko se je obrisala in oblekla, se je posušila lase s fenom, globoko vdihnila in končno začela govoriti. Ležala sem v banji, ko sem nenadoma zaslišala počasen, srhljiv zvok dihanja. Ozrla se je naokoli, a ni bilo nikogar. Pomislila je, da je bil veter.
in ni preč razmišljala o tem. Začela si je umivati lase. Rekla je, da je bila s telesom potopljena v banjo nagnjena naprej, tako da je imela samo zgornji del telesa zunaj in si je tako umivala lase. Nanesla si je šampon na dlani, si z njim prešla po lasišču in masirala lase med umivanjem. Potem je nenadoma nekaj opazila. Ti lasje bili so dolgi. Rekla je, da so lasje, ki jih je umivala, bili očitno precej daljši od njenih. In v tistem trenutku, ko je dojela še eno čudno stvar, je zakričala in zbežala iz kopalnice. Začutila sem nekaj, kar se je dotikalo zadnjega dela moje glave. Mislim, da je bil nekdo z nosom potisnjen ob moj tilnik. Od takrat ima sestra hud strah pred kopanjem, kadar je sama. Vedno moram počakati zunaj kopalnice, da se skopa. Jaz sama nikoli nisem doživela ničesar nenavadnega, ampak še danes mi sestra z gotovostjo reče: "Prisežem ti, takrat sem umivala tuje lase in ne svojih." Tudi zadnja zgodba je v neke vrste duhu in naslova: "Njena smrt še ni pomenila njenega odhoda." Mogoče mi je ta še bolj scary. Vem, da bo zvenelo kot nekaj iz filma, ampak to je 100% resnično. Zgodilo se mi je pred približno 24 leti. Ko sem bila še razmeroma na novo poročena, sva se z možem preselila v vrstno stanovanje. Naše stanovanje je bilo v 2. in 3. nadstropju stavbe, pisarna uprave in poštni nabiralniki pa so bili skoraj neposredno pod nami v pritličju. To bo pomembno kasneje. Stavbo je vodila starejša ženska, ki je nekaj prida skrbelo za lastnino. Večino dni je presedela v pisarni, verižno kadila Camel non-filter cigarete in precej zlobna oseba je bila. Predstavljajte si, da najemete stanovanje pri socialni delavki Juno iz filma Beetlejuice, ta je bila res biči, samo da je še manj v pomoč. Sovražila je, da sva dobila to vrstno stanovanje, trdila je celo, da sva lagala glede moje nosečnosti, ker ni hotela oddati stanovanja ljudem z otroki. O mojem možu, zaradi njegove rase, je večkrat žaljivo govorila. Res čudovita oseba, kaj ne rečem. Ko se je otrok rodil, sem bila mama doma oziroma stay at home mom, skrbela sem za stanovanje in za ta malga, brez avta ali družbe. Po kosilu sem malga dala skopat. Kdor je že kdaj hranil 9-mesečnega otroka, ve, kako nujna je kopel po hranjenju, zato sem šla zgoraj napolnit kat. Otrok se je kmalu srečno igral v tisti banjici za dojenčke. Pomembno. Bila je sredina zime in nismo imeli ogrevanja. S tem sem se že nekaj časa prepirala z Juno, poleg tega je bilo še polno težav, pokvarjen stropni ventilator, razpadajoč smetnjak. Bili smo prisiljeni imeti električne grelnike v skoraj vsaki sobi. Enega sem prinesla tudi v kopalnico, da bi bilo vsaj med kopanjem toplo. Postavljen pa je bil izven dosega. Stala sem v banji, pripravljena dvigniti otroka, ko se je grelac nenadoma začel zibati naprej in nazaj. Prej se sploh ni premikal, noben ga ni butnil. Preplavil me je grozen občutek panike, ker sem vedela, da ne morem pravočasno rešiti sebe in otroka, če pade v vodo. Stegnila sem se proti otroku in sedež zgrabila tako hitro, da sem ga pomotoma vrgla iz banje na tla. V tistem trenutku je grelec dosegel konec kabla, treščil kabino za tuš, se odbil od roba kadi in pristal na boku, le nekaj centimetrov stran, kjer se je ugasnil. Imel je varnostni sklop, če bi se privrnil, hvala Bogu. Ko sem se ozrla v kot kopalnice, se je tisti del prostora nenadoma zatemnil, kot da bi se napolnil s sencami. Ni bilo dima, ni bilo spremembe svetlobe, ni bilo nobenega oblaka, samo postalo je temneje. Začela sem vohati dim Camel cigaret. Točen tist von, kot v pisarni v Juno. Von je bil tako močan, da me je začelo dušiti in me je bolelo v prsih. Ampak nisem videla nobenega dima. In poleg tega sem čutila noro močen občutek sovraštva. Kot da nekdo stoji tam in me gleda z izrazom: "Če pogleda stran, te bom ubila." Zgrabila sem otroka in brisačo in stekla v pritličje. Bila sem tako prestrašena, da se nisem mogla vrniti gor. Uporabila sem nekaj pleničk in zavila otroka v brisačo, da nama je bilo toplo. V spodnjem nadstropju sem ostala do večera, ko je prišel mož. Vsake toliko sem pogledala gor proti kopalnici, a nisem si upala nazaj, niti otroka pustiti samega spodaj. Ko me je vprašal, zakaj otrok ni oblečen, sem mu povedala o grelcu in vonju cigaretnega dima. Šel je pogledat. Mislil je, da je le še ena tehnična težava. Ni bilo nobene poškodbe, nobenega vonja, nobenih sledi dima. Postavil je grelc nazaj na pult, ga prižgal in čez nekaj minut je bil stabilen.
torej se ni sam od sebe premikal. Smejal se je, ampak kasneje tisti dan sva slišala odraslega sina od Juno pri poštnih nabiralnikih, kako kriči na ljudi. In takrat sva zvedela, tistega dne je Juno doživela srčni napad v svoji pisarni. Našli so jo mrtvo v stolu, v roki pa je še vedno držala Camel non-filter cigareto. And now imagine that's a real story, pač insane. V glavnem, meni je to ekstremno zabavno, z največjim veseljem še kdaj berem te zgodbe, če vam bojo všeč, tako da obvezno komentirajte, lajkajte, naročite se in na to amazing zadevo, oziroma da je popust Eko od vas samo še 2 dni ali pa 1 dan, odvisno kdaj video vam pride. Res je amazing, res je amazing. Pridni bote, radi se imejte, Alien mama vas ima rada, bye.